Živijo, sem Žiga in bom povedal, kako je bila strokovna javnost obveščena o veliki katastrofi leta 1957, ko so angleški arheologi leta 1991 odkrili množično grobišče srednjeveških okostnjakov. So bili vsi prepričani, da so ti žrtve velike kuge oziroma velike lakote 1415-1417. Ampak izkazalo se je, da to ni res. Začneje z nadaljnjimi raziskavami so odkrili, da so ti okostnjaki iz 13. stoletja, ne 14., kot so predvidevali. In zato to pomeni, da so začeli večletno raziskavo, kako in kje in kaj se je zgodilo. Za ta čas, da povem, da veliko srednjeveških kronistov opisuje nenadno spremembo vremena, ki je prineslo slabše letine, veliko lakoto in veliko revščino. Z obdobjem, v katerem mi govorimo, torej za Anglijo v 13. stoletju, benediktinski menih v svoji Historia Anglorum opisuje o nenadni spremembi vremena, o povečanem zanimanju in dobesedno obsesijo Britancev za vremenom in posledično veliko lakoto, revščino in tako dalje. Seveda temu odkritju množičnega grobišča je sledilo večletno raziskovanje in izkopavanje, ki so odkrili več kot 15,000 žrtev oziroma okostnjakov. Od leta 1991 do 2007 je potekala ta raziskava. Vmes so arheologi objavljali tudi strokovne članke, ki so potem bili zbrani v strokovni knjigi oziroma v strokovni knjigi imenovani Bioarheološka raziskava srednjeveških grobišč na najdišču Svete Marije Špifalske, katero je izdalo Londonski arheološki muzej leta 2012. In s tem je bila tudi strokovna javnost najbolj obveščena, saj je ta strokovna bibliografija preko 300 strani opisuje raziskavo in vse zbrane dokaze in zaključke. To je bilo vse z moje strani.